V prebranih celicah beremo knjige, ki nosijo znak za kakovost Zlata hruška. Še enkrat vas vabimo v svet knjige Prvotnost s podnaslovom Poema o ljubezni. Napisal jo je Feri Lainšček, z ilustracijami pa nas v svet prazgodovine popelje Jure Engelsberger. Prvotnost se sprašuje o ljubezni, telesnosti, vpetosti v ta svet. No, kdo pa se ne? Iz knjige Prvotnost sem se naučil v bistvu, da moraš velikokrat v življenju poslušati sebe pa svoje srce. Ali pa naprimer, da kar delajo vsi ostali, naprimer okolica, tudi če ne pomeni, da je to prava in edina prava stvar, ki jo lahko narediš. To je pa zelo lepo slišati. Kako bi primerjal moške in ženske v knjigi? Tako kot že na začetku knjige, moške so predstavili kot celoto, ženske pa kot nek del. Moški so se odločali in bili glavni, ženske pa so v bistvu bolj skrbele za otroke pa ognjišče in so bile v bistvu neenakovredne. Kaj pa odraščanje glavne junakinje njo? Kako bi primerjal njeno pot z občutki, recimo tvojimi občutki med odraščanjem? V bistvu ona je že odraščala zelo brezskrbno. V bistvu ni imela nobenih stvari, ki jih mogla narediti. Sama se je odločila, da se, naprimer, jaz imam šolo in tako, da imam neke obveznosti, ki moram nujno slediti, ne pa ni treba. V bistvu sem pa tudi videl, da ona v bistvu imela v življenju neko poslanstvo in ne mogla samo to. V bistvu ni imela nobenega tako, da bi uživala v življenju, kar pa mi imamo, da lahko uživamo, ampak še vseeno nimamo nekega cilja začrtanega, kar moramo to narediti. To pa se je spremenilo. Si knjigo prebral samo enkrat? Knjigo sem prebral večkrat, saj na začetku mi ni bilo jasno in potem šele, ko jo drugič prebereš, začneš povezati stvari in je dosti zahtevna knjiga, tako da je treba večkrat prebrati. Ja. Čeprav je to knjiga za mlade bralce, še ne pomeni nujno, da ni zahtevna. Feri, meni se Prvotnost ni zdela lahko branje. Prav lep pozdrav tudi vam. Seveda se bralci med sabo razlikujemo. In ta knjiga je zagotovo namenjena dobrim mladim bralcem. Tistim, ki so prebrali že veliko knjig, tistim, ki lahko razumejo tudi simbolno govorico in tistim, ki jim branje ni le v zabavo, ampak iščejo v njem tudi tisto, če rečemo nekaj več. Ja, res je. Najlepša hvala. Se strinjaš, Matjaž? Ja, težke knjige, v bistvu v njih moraš vlagati veliko časa, ampak ti v zameno tudi veliko ven dajo. Absolutno. Zapišimo si to za uho. Kako ste spremljali najin pogovor? Sprašujemo vas, kako bi po Matjaževih besedah najbolje opisali svet, v katerem živi deklica njo? V tem svetu so bile ženske A. neenakovredne moškim, B. nasploh uporniške, C. manj sposoben spol ali D. neopazna manjšina. Razmislite in odgovorite. Obe ekipi pravita, da bi po Matjaževih besedah v tem svetu ženske bile oziroma so bile neenakovredne moškim. Matjaž opiše, da se deklica njo bori proti predsodkom in navadam, saj so moški bili v knjigi pomembnejši od žensk in so družbene vloge bile že določene. Tako je pravilen odgovor A. 5 točk za osnovno šolo Frana Albrehta in 10 za osnovno šolo Križevci, saj ste na to vprašanje stavile svojega Brichtolina. Dobro vam je šlo.